Pozdravljeni, še nekaj izkušenj 16. dneva, skoraj se bo že končal, 21-dnevnega posta. Dogajajo se tudi spremembe okusa, torej kar ti mogoče prija v prvih dneh od tekočine, pa potem v malo gostejše naribane hrane in zdaj v zadnjem tednu že postopnega prehajanja na malo tršo hrano, ni rečeno, da ti prija vseh 21 dni. Nečesa se morda nasitiš. Meni je danes zjutraj zelo prijal ta napitek z glino, trenutno pa na primer nimam potrebe po ingverjevem čaju. Fino je, sem včeraj omenila, imeti tudi kako prehransko sidro, no, eno so zagotovo banane. Če boste pobrskali po različnih virih, boste ugotovili, da jih nekateri dietologi morda v času hujšanja ali diete tudi odsvetujejo, ker bi naj redile, ampak za banane velja tudi, da dajejo nekje energijo in bolj kot so zelene, več imajo škroba, ki ima neko funkcijo vlaknin, kar pomeni, da še pospeši delovanje našega črevesja. Če pa jih kombiniramo z jogurtom ali s cimetom, morda tudi celo z jajco, to je tudi zelo zanimiva kombinacija, pa prijajo še toliko bolj, seveda imajo banane tudi kalij in priporočajo jih tudi zelo po fizični aktivnosti. No, in ker smo energetsko malo bolj siromašni ali ubogi v času tega razstrupljanja, resnično banana povrne moč. Zdaj, zanimivo je, v tej fazi razstrupljanja črevesja, torej pri razstrupljanju naših misli, se tudi osredotočiti, trenirati na osredotočenju, fokusiranju, se vsako toliko časa spomniti, kaj je cilj tega, kar počnemo. In pa predvsem je dobro videti veliko sliko. Torej, kaj na koncu po 21 dneh želimo, zvizualiziramo počutje, ki bi si ga pač po 21 dneh želeli, ker nam ravno ta velika slika pomaga prehoditi morda vmesne zastoje. Dobro se je tudi takrat, ko se fokusiramo, da se v bistvu poslušamo, ker kot sem rekla, telo zna spregovoriti, nam točno pove, kaj potrebujemo. Meni se v času postenja zgodi, ne vem, izredna želja po čebuli na 1001 način, pa je to lahko čebulna francoska juha ali narezana čebula, potem mogoče z žlicami domače skute ali kaj podobnega. Skratka, da si prisluhnemo. In pa še to sem vam želela v bistvu povedati, da je zelo pomembno, da v začetku jasno opredelimo namero. Torej, kaj je ideja tega, kar počnemo, kaj je tisti pravi razlog. No, in tukaj zelo pomaga ena komunikacijska tehnika, ki se ji reče zakaj. Ko se včasih pogovarjam z ljudmi, ki pravijo, da so že marsikaj poskusili, da bi na primer oblikovali telo ali da bi izgubili nekaj kilogramov, jih vprašam, zakaj jim pač to ni uspelo. In rečejo, ja, mogoče nisem bil dovolj vztrajen. In potem jih jaz vprašam, in zakaj niste bili dovolj vztrajni? Ja, ne vem, morda nisem imel dovolj časa za sebe, da bi si pripravljali posebej jedilnike. In zakaj niste imeli dovolj časa za sebe? In s temi zakaj ali why nadaljujemo tako dolgo, a veste, da pridemo do bistva. Do tistega bistva, ki je na eni drugi dimenziji našega življenja povezan na primer z denarjem. Potrebujem denar, nimam ga. Zakaj ga potrebujem? Ja, zato, da bi si, ne vem, kupil novo stanovanje. In zakaj bi si kupil novo stanovanje? Zato, da ne bi bil zasebno in plačeval najemnine. In zakaj ne bi plačeval najemnine? Ja, zato, da bi mi ostalo še več denarja za kaj drugega. In zakaj bi ti moralo ostati več denarja še za kaj drugega? Zato, da bi si lahko privoščil, ne vem, savno, morje in karkoli. In zakaj bi si to privoščil? Zato, da bi se počutil bolje. Do česa pridemo? Denar je samo pot, samo sredstvo do tega končnega cilja, da bi se mi počutili bolje. Torej, zakaj gremo v fazo razstrupljanja? Zato, da bomo shujšali, res, ne se hecati. Zato, da se bomo na koncu počutili boljše. Hujšanje je pa tisti denar.
To pomeni, na koncu se bomo počutili boljše, k temu bomo usmerjeni. Če bomo mimogrede izgubili še par kilogramov, mogoče bolj zategnali našo kožo, bomo dosegli cilj, da se bomo počutili boljše. In zato je zelo pomembno, da se pri 21-dnevnem postu ne osredotočimo na drevo, ampak na veliko sliko, kot je gozd. Torej, kako se želim počutiti po 21 dneh. Ja? Jutri torej 17. dan, prijavite se lahko na 21-dnevni komunikacijski trening, se brezplačno naročite tudi na tale portal, razstrupi se, prisluhni si. V knjižnici si sposodite mojo knjigo z izkušnjami 21-dnevnega posta oktobra lani, več zgodb, če se bom odločila za ponatis in razširjeno izdajo, bo tokrat morda dodatek vsebine bolj v smislu priročnika in navodil, ki vam pridejo prav. Pa mislim, da čez 1 uro, tole ko snemam ob 20. uri, se začne tudi intervju, prvi v nizu, prisluhni z Biserko, tokrat je gostja Ljudmila Novak, evroposlanka, tema pa voda in družba. Torej, srečno, do snidenja, osredotočite se na veliko sliko in na končni cilj in uživajte na poti 21-dnevnega razstrupljanja.